Anton Stipanič, oče Janez, rojen 19.9.1928 in to v Kloštru, zraven Gradca, mala vasica, 14 hiš je imela, zdaj ima pa menda 17, to se pravi, rast je kar očitna. In kje ste vi živeli v času druge svetovne vojne, ali v Kloštru? Ali? Doma v Kloštru. S kom ste pa vse živeli, kdo je z vami bil vse? Doma je bila mama, stari oče, v tistem času nekaj časa tudi oče, 2 brata in sestra. Kdo je pa okupiral to območje? To območje so okupirali Italijani. Kako ste pa vi zvedeli za vojno? A ste že prej vedeli, da se bo to zgodilo ali kako drugače? Situacija je bila napeta, rad sem čital, imeli smo naročen domoljub in pričakovali smo vojno. Vojna se je začela seveda na Poljska-Nemčija. Topovi Grme je bil naslov v domoljubu in se ga moral na glas prebrati celi družini. Takrat se je začela vojna. Vsi so se bali, da bo prišla tudi nad Jugoslavijo in tako se je aprila 1941 tudi zgodilo. Na kak način se pa spominjate prihoda okupatorjev vojske? Okupatorji so prišli, kako bi rekel, boječe, brez streljanja, nobenih spopadov ni bilo. In najprej so prišli v vojaških uniformah italijanski železničarji. Zasedli so železniško postajo in naši železničarji so nadaljevali službo. Tako da v bistvu se je življenje teklo normalno naprej, kot se ni zgodilo. Pozneje je prišla večja italijanska enota, ki se je naselila v gradu Krupa, danes je porušen. In to je bila artilerijska enota, moči najbrž tam okrog 500 mož ali več, in po nekaj časa so odšli. Potem so se pojavili pa prva posadka na železniški postaji v Gradaškem gradu tudi, ki so začeli stražiti železniško postajo in železniško progo. Začeli so prvi partizanski napadi, ne pri nas je bil 1. maja 1942 pri Vranovičih na progu. A se je prebivalstvo pa vi, a so se na nek način pripravljali, na kak način pripravljali na prihod okupatorja? Ne, nič se nismo pripravljali. Vsi so se Italijanov bali, ker so večinoma stari možje sodelovali v prvi svetovni vojni in so seveda bili na fronti tudi italijanski. In niso marali Italijanov, pravzaprav, če so čisto iskreni, če že okupator, pa so Nemci boljši kot Italijani. A ja? Veliko ljudi je delalo v Nemčiji in so dobro služili, pa so pošiljali denar domov. Med njimi je bil tudi moj oče. Na kak način so se ljudje odzvali na to okupacijo? Molče. Nihče ni reagiral. Ko se je začela tudi šola, takoj je prišla italijanska učiteljica in začela, seveda, govorila je samo italijansko in začela propagirati, da naj se otroci vpišejo v GIL, to je mladinska organizacija fašistična, bi rekel fašistični skoj. In ko so prišla domov brat in sestra, ki sta bila v osnovni šoli, sta rekla, da bi se vključila v tale GIL. In je mama rekla, noben GIL ne greste, tujcev je še preveč in nič dobrega nam ne prinašajo. Oblačila sem vas sestri in bom tudi naprej. Kako ste se pa sporazumevali? Oni so le govorili italijansko? Edini tolmač najprej je bil pokojni Kambič Ivan, ko je bil dolgo leta ravnatelj gimnazije v Črnomlju, ki je znal latinsko.
In ker je znal latinsko, se je z Italijani sporazumeval. Mi nismo vedeli, noben ni znal italijansko nič. Ampak smo se hitro otroci navadili prve besede, smo spregovorili, tako da jaz sem kar klepetal od osnovne stvari. Aha. Vpraševal vojaka, kakšno orožje ima, odkot je doma, kako mu je ime, on pa mene, kako mu je ime in tako naprej. Jaz sem bil Antonijo, seveda, da ni. Aha. Kakšne zahteve je pa imel še okupator? Omenili ste to, da je treba italijansko se učiti v italijansko šolo. Kakšne zahteve so še imeli? Pravzaprav nobeni posebni zahtev. Jaz ne bi rekel, da so se obnašali Italijani na začetku kot okupatorji. Oni so imeli željo absorbirati tole slovensko ozemlje, ga pa v italijanči, to kažejo napisi, tudi Gradec so se pojavili. Tukaj se govori samo italijansko, v italijanščini seveda, in podobne. Rim vlada, vinceremo, zmagali bomo, naši lumpi so napisali naprej, ne lumpi, zavedni fantje so napisali, za vinceremo vidjet ćemo. Ja.